Lepo zdrav z morja. Upam, da se slišijo črički v ozadju, ker je res eno zelo tako lepo, pristno, prijetno morsko vzdušje. In ful je bilo fajn videti na Hrvaškem zmago slovenske reprezentance proti odlični Španiji. Tekma, ki je vzela kakšno leto življenja. To pa je bilo živčno, noro. Ampak zmaga je naša na koncu, no. To je glavno, to je tisto, kaj šteje. Ja, kaj reči, mislim, da so nas malo presenetili Španci z svojim stilom igre, ki so nam ga nekako odcepili. Težko se je bilo odlepiti od njihovega načina igre. Se mi zdi, da so oni nekako narekovali tempo, da so malenkost preveč držali vse niti igre v svojih rokah. Na srečo smo mi lahko kontrolirali skok. Par metov, predvsem tistih iz čistih pozicij, nismo zadeli, malenkost morda celo nervozni postali. Luko so nam odrezali dobesedno, mogli smo se znajti z ostalimi in hvala Bogu imamo mi igralce ala Čančar, Prepelič in tako naprej, ki so zadevali takrat, ko je bilo potrebno. Recimo Žiga Dimec je danes opravil fantastičen posel, če se mene vpraša, z potezama ali dvema ali celo tremi. V pravem trenutku je silil osebne napake oziroma dosegel koš in tudi to je bil nek detalj, ki je potem odločil do samega zmagovalca. Na koncu smo pa pokazali karakter, no res fantastično smo odigrali zadnje 2 minute in pol, 3, takrat ko smo tudi povedli za trojko Prepeliča, se zbrali v obrambi in naredili tisto piko na i, tako kot treba. Mislim, na koncu je izgledala zmaga celo zelo prepričljivo, ampak vsi vemo, ki smo gledali tekmo, da smo si lahko pogrizli čisto vse nohte na nogah in rokah in nogah, vse vsem. V glavnem, res ne kamen, skala iz srca je padla, to je bila, mislim, da bomo komaj videli, kako zelo pomembna zmaga je to bila, zdaj naprej, ko že vemo, da dobimo Nemce, in sicer v ponedeljek ob 3. uri, v torek ob 3. uri zjutraj. Če bi izgubili, bi šli na Američane. Se pravi, Španija, Amerika je naslednji par. Tako da bo zelo, zelo težko že proti Nemcem, seveda, ampak jaz sem skoraj prepričan, da lahko premagamo tudi to oviro in se zanesljivo vrstimo v polfinale. Kaj bodo pa ostali storili, pa me v tem trenutku ne zanima. Jaz verjamem v naše fante in v to, da imamo zelo realne možnosti za osvojitev medalj. In to mislim, da se zdaj jasno zavedajo tudi naši fantje in ves strokovni štab, da imamo v tem trenutku možnost in ekipo za največje uspehe tudi na olimpijskih igrah. Tudi ko je bil Luka Dončić, naš sicer glavni igralec, komaj 3. strelec reprezentance na dani tekmi, na še kako zelo, zelo pomembni tekmi, smo pripeljali tekmo do zmage. In to je ogromen kapital, ogromen. Skratka, res upam, da ste uživali ob tekmi, da ni šlo preveč živcev, na koncu se je vse skupaj izplačalo. To je to. Kako ste vi videli tekmo? Prosim, komentirajte spodaj. Kaj vam je bilo najbolj všeč, pri čem ste najbolj izgubili živce? In kakšen bo seveda rezultat na naslednji tekmi proti Nemčiji? Vse to me zanima spodaj. Res najlepša hvala za vse oglede tekom teh olimpijskih iger, odziv in pa zanimanje fantastično. Tako da tudi bom še naprej pošiljati videe v svet z mojim kanalom. Vse dobro vam želim, Gregor sem bil z vami tudi tokrat, se vidimo in slišimo na kanalu Greg Sport. Lep pozdrav, gremo Slovenija!